ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, je bilo ustanovljeno pred več kot 25 leti in trenutno zastopa več kot 100 individualnih članov ter poleg slovenskih podjetij vključuje tudi podjetja iz 7 drugih držav. V času, ko je nujno sprejeti ukrepe za varovanje našega planeta in ko se cene energentov dvigajo v nebo, ZAS skupaj s slovensko in evropsko asfaltersko industrijo napreza vse sile za svoj doprinos panogi in vpeljavo novosti s ciljem varovanja okolja in ekonomske optimizacije industrije. S konceptom Asfalt 4.0 se osredotočamo na 3 stebre razvoja: digitalne tehnologije in orodja, pametni sistem vodenja in izkušnje uporabnikov. Postavlja se vprašanje, ali je to dovolj. Sama digitalizacija postopkov namreč ne bo rešila izzivov, ki jih imamo pri vsakodnevnem delu. Predvsem pa se vse skupaj dogaja prepočasi. Zato smo krilatico Asfalt 4.0 razširili na tematiko Asfalt 4.0 za trajnostna vozišča. Asfalterska dela se danes v veliki meri še vedno opravljajo kot pred desetletji. Poleg tega so delavci ob vgrajevanju asfalta izpostavljeni vedno večjim temperaturnim vplivom, ki izhaja iz klimatskih sprememb in segrevanja ozračja. Če k temu dodamo še zahtevnejše bitumne, ki potrebujejo višjo temperaturo za enako viskoznost, se problem samo še poslabša. Za piko na i pa je vojna v vzhodnji Evropi pokazala našo energetsko ranljivost. Cene energije in surovin so se enormno povišale. Alternativne rešitve, kot so topli asfalti, ki lahko zmanjšajo negativne vplive na delavce in okolje, pa se uporabljajo samo omejeno. Zakaj? Razlog je v stroških, ki pa so predvsem navidezni, saj se z uporabo digitalnih tehnologij hitro in mnogokrat povrnejo. Zato se postavlja vprašanje, kaj lahko naredimo asfalterji, da odgovorimo na opisane težave. V Sloveniji smo se tako odločili za naslednje korake. Prvič, znižanje temperature za 10 stopinj Celzija vseh vrst asfaltnih zmesi ter optimiziranje transportnih razdalj. Drugič, ustvarjanje pogojev za uporabo toplih asfaltov. Poleg že sprejete tehnične specifikacije spodbujamo naročnike za večjo uporabo. Tretjič, povečanje obsega ponovne uporabe asfaltov. Četrtič, zagotavljanje obvezne uporabe zaščitnih sredstev za delavce, posebej v poletnih mesecih. Petič, priprava zakonske predloge za uvedbo in stimulacijo predlaganih novosti. In šestič, vpeljava digitalnih rešitev na vsa omenjena področja v čim večji meri. Kaj naj po našem mnenju naredi evropska asfalterska industrija na čelu z EAPA in kaj pričakujemo od konference Asfalt 4.0? V prihodnosti pričakujemo, da bomo končno pričeli uporabljati razpoložljive tehnike in tehnološke postopke in v polni meri izkoristili več kot 20-letni razvoj na tem področju. Potrebujemo spremembe na področju evropske tehnične regulative. Evropska standardizacija pod okriljem cen je trenutno prej cokla kot razvoj. EAPA je dobro opisala ter prikazala prednosti digitalne tehnologije, vendar bi lahko pripravila tudi vzorce spodbud pri javnem naročanju za takojšnjo uporabo vseh razpoložljivih metod in tehnik. Administracija in naročniki bi lahko v postopke javnega naročanja vključili vse najnovejše tehnologije. Gradbeni izvajalci pa morajo prilagoditi svoje sisteme in biti pripravljeni na izvedbe po novih postopkih. Vse v cilju Asfalt 4.0 za trajnostna vozišča.